Pred 2 letoma je Mazda na ceste zapeljala model CX-5 in si takrat niti mislila ni, kako močno bo dvignil prodajo. Je pa verjetno upala. No, po začetnem uspehu so se hitro prebudili in se tudi podali na lov še za ostalimi kupci. Zato je kmalu za CX-5 na ceste zapeljala še odlična šestica, sedaj pa še manjša trojka. S tem testom Mazde 3 pa najbrž nagovarja majhen del naših gledalcev, ker bo večina najbrž kupila Golfa, če že kupujete avtomobil v tem segmentu. Ampak dejstvo ostaja, da je tole eden najboljših, morda celo najboljših. Pa ne zaradi oblike, ta je itak stvar okusa, čeprav meni avtomobil res dobro izgleda, sploh v tej barvi. Druge stvari so, ki so me prepričale. Danes je trend v čim manjšem številu stikal tukaj okrog voznika in v zaslonih na dotik, ker očitno postajamo prepametni za gumbke, kar pa ni nujno v redu in to se je že večkrat pokazalo, ko ti sistemi niso delovali dovolj hitro in so tudi zahtevali preveč pozornosti. Mazda dejansko izkorišča prednosti obeh sistemov. Ponuja 7-palčni zaslon na dotik, ki deluje samo takrat, kadar avtomobil miruje in ga dejansko nikoli ne uporabljam, ker so ta stikala mnogo bolj priročna. Čisto malo jih je, s tem vrtljivim gumbom pa so vse stvari tako na voljo. Tale vmesnik res priporočam in dejansko se mi zdi super, da je na voljo že od drugega paketa opreme naprej serijsko. Kakšna stvar bi bila sicer lahko bolj enostavna med brskanjem, ampak gre bolj ali manj za malenkosti. Nasploh pa je zelo uporaben in navigacija recimo je ena bolj preglednih. Glavni razlog, zakaj imam Mazde skoraj vedno rad, so vozne lastnosti. Trojka se pelje tako enostavno in tako super kot le redko kateri avto v segmentu. Skoraj kot bi športnega MX-5 zapakirali v večjo karoserijo. Zelo predvidljivo in skoraj športno, s temi 18-kami sicer občasno malce trše in zato raje izberite kakšen palec manjše, ampak še vedno lahkotno in prijetno. To je ena najboljših lastnosti. Položaj za volanom je odličen, občutek na volanu pa prav tako. Prtljažnik ima kakšen liter manj od najbolj prepričljivih tekmecev in s 364 litri prostornine bi morda lahko celo rekel, da je majhen, ampak se na široko odpre, kot tudi zadnja vrata, zato je uporabnost v redu. Za Premo Revolution Top je tole najbolje opremljena trojka in ima še projekcijski zaslon tule spredaj, na katerem se vam prikazujejo hitrost ter navodila navigacije in se mi zdi tudi super. No, če boste izbrali tako bogat paket opreme, vam povem tudi, da žarometi s samodejnim prilagajanjem dolgega in kratkega snopa delujejo brez napak, da tole ozvočenje dobro buta in da dejansko pripomb nimam. Aha, morda imam eno. Tale dizelski 2,2 litrski motor je krasen. Dobro potegne, ko se segreje niti ni glasen in z novim samodejnim menjalnikom res dobro se deluje. Ni pa posebej varčen. Ko sem se recimo peljal na umirjen družinski izlet, samo takrat je bila poraba okrog 6,5 litrov, med vsakodnevno vožnjo malo po mestu in sem tja, pa vedno nad 7. Na tako porabo kar računajte in to je dejansko moja edina pripomba. Motor ni dovolj varčen. Ta testna trojka ima torej vso opremo in stane 28.000 evrov, kar je še enkrat več od tiste osnovne. Res si nič ne manjka, ampak tudi ni več poceni in ugotavljam, da bi bila tudi takšna z manj opreme skoraj enako prepričljiva, ker so že osnove dobro naštudirali.